Banda, čas je denar, zato bomo zdaj varčevali zelo na hitro. Z Maticem. Zdravo. Živijo. A si bil ti ful zapravljiv, da si naredil app za varčevanje? Ne vem, če sem bil jaz toliko zapravljiv, ampak ja, zdelo se mi je, da bi bilo pa treba to malo bolj v red spraviti, malo bolj sistematično. Zakaj? Fajn je, da če že imamo te tehnične zmožnosti, da imamo to malo bolj pod kontrolo zakvapane. Da tudi bolj poznamo sebe in zakaj zapravljamo. In koliko ljudi na svetu varčuje s tvojim appom? Imamo 2,9 milijona registriranih uporabnikov po celem svetu, tako da ja, je kar zelo mešano po državah. A pol ste v vseh državah sveta ali kaj? Ja, v vseh državah sveta, razen Severni Koreji. To je edino, kjer nismo našli nobenega uporabnika, ker imajo pač zaprt internet na ven. Tako da tudi, če je tam kakšen uporabnik tošla, ga ne moramo najti, ker se skrijejo. In kaj pa so ljudje do zdaj več privarčevali s tvojim appom ali si ti več zaslužil s tem svojim appom? Definitivno so več privarčevali, kot so mi zaslužili. Tako da, če bi mi lahko toliko zaslužili, kot so vsi naši uporabniki privarčevali, potem bi bilo zelo, zelo dobro. Pa ti ne več varčeval? Mogoče je to ta drug problem. Tako se vsaj lažje poistovetim. In zakaj ponovadi ljudje varčujejo? To nimam povsem pregleda na tem, zakaj točno, ker si uporabniki lahko to seveda sami nastavljajo in planirajo, ampak verjetno so to stanovanje, izobraževanja, počitnice in podobne stvari. Ampak zdaj, ko delamo nekaj z appi, jim damo naše podatke. Tudi jaz, ko sem si inštalirala vaš app, sem vprašala, če dovolim, da uporabite vse te moje podatke. Koliko je to zdaj varno, da jaz dam vse svoje finance na telefon, na en app? Mislim, dobro vprašanje. Popolne varnosti nikjer ni, se pa seveda maksimalno trudimo, da se vaše podatke čim bolj zaščitimo, tudi kriptiramo vse te podatke, da uporabljamo najnovejše različice in varnostne ukrepe in pač tako skrbimo, da so podatki uporabnikov varni. A so zihar? 100% je na tem svetu nič, še posebej v IT-ju se pa trudimo, da je to ta 99,999. In kdo so pa vaši uporabniki? Vsi, ki bi radi imeli boljši nadzor nad financami. Ok, to je zdaj, če govorimo vsebinsko, ampak geografsko? Geografsko jih je približno četrtina oziroma malo manj v ZDA, potem pa sledijo Kitajska, Brazilija, Velika Britanija, Rusija, Španija, Italija in tako naprej. Pa veš, kje največ privarčujejo? V bistvu, kar se tiče ciljev, ki si jih postavijo za varčevanje, so zelo podobni po celem svetu. Tudi sami smo bili presenečeni, ko smo šli gledati, kako enotno si ljudje postavljajo budžete. Torej, najprej približno polovica, ki jih pride noter, sploh ne varčuje, samo sledi porabi. Približno polovica si pa postavil proračun, ki je potem v povprečju nekako 80% njihovih prihodkov. Tako da skoraj povsod po svetu poskušajo privarčevati 20% svojih prihodkov, so pa kakšne regije, kjer je pa to še malo bolj. Recimo ugotovili smo, da Daljni vzhod in pa jugovzhodna Azija, tam se bolj približajo 25% kot cilj. Tam so bolj šparovni. Ja. Koliko so pa stari ljudje, ki se odločijo za varčevanje na tak način? Največ imamo uporabnikov v tem rangu 25 do 34 let, pol so pa te sosedne skupine, malo mlajši pa malo starejši in nekako se mi zdi, da imajo te prelomne življenjske trenutke na začetku študij, potem osamosvojitev in v teh prelomnih trenutkih je tudi najbolj pomembno, da imajo boljši pregled nad denarjem. Obenem so pa tudi pač bolj privlačni za mlajše generacije, ker se hitreje lotijo varčevanja z telefonom. Ampak jaz pa z vašim appom ne morem plačevati. Ne še. Ta trg zdaj mobilnih denarnic je kar naenkrat huge, ne? Mislim, pa vi ste vstopili kar dosti hitro van, a vam grejo kaj na živce zdaj, ko so vse te denarnice pa vsi ti drugi appi še? Pa to niti ne. Mi to čisto pozdravljamo in z veseljem sodelujemo tudi z njimi. Mi predvsem gledamo na to, da probamo uporabniku dati eno celostno sliko, pregled nad vsemi njihovimi financami. Zdaj pa katerekoli storitve oni uporabljajo poleg tega in znotraj njihovih financ, jih z veseljem podpremo, se tudi povežemo z njimi, tako da ima uporabnik res na enem mestu nadzor nad vsemi temi svojimi plačilnimi sredstvi, računi in tako naprej. Zdaj, če se jaz prav spomnim, Slovenije nisem zasledila v tistih top uporabnikih. Ja, tukaj je že stališče populacije težko, da bi bilo med top uporabniki, ampak jih je pa vsem kar precej. Imamo dobrih 20,000 uporabnikov v Sloveniji registriranih. Ja, zaradi tega, ker vi se tudi povežete z bankami, da lahko imaš sinhronizacijo, recimo, če bi jaz bila, ne vem, na eni banki, bi dejansko mi kar podatke vleklo v app, sproti, če prav štekam. Ja. Ampak s slovenskimi bankami pa niste povezani. Ne še. Tudi tukaj pa v zelo kratkem prihajajo obrati na bolje. Zaenkrat se lahko povezujemo z ameriškimi bankami pa v Kanadi, ampak je pa EU že par let nazaj sprejela eno zelo dobro direktivo, PSD2 na kratko, ki nekako vse banke v Evropski uniji primora v to, da odprejo te podatkovne povezave. Tako da, ker kot uporabnik ste seveda tudi lastnik svojih podatkov,
in ta direktiva nekako banke pripravi do tega, da se lažje povežejo s storitvami in aplikacijami, kot smo mi pa zato lahko pač združimo vse te podatke in uporabniku pomagamo to slediti. Tako da tudi sodelujemo že s slovenskimi bankami, še posebej z eno pripravljamo tak malo večji projekt. Ker to ni oglas, ne bova povedala, katere. Sej tudi ne morem, ker Je še skrivnost. je še skrivnost, še nismo tam, ampak kmalu. Sledite kmalu, ja. A uporabniki kdaj app pobrišejo, ko vidijo, da niso dosegli ciljev? Seveda, marsikoga jezi to, že to, da so preveč soočeni s svojo realnostjo, kaj zapravljajo in koliko. Seveda imamo precej rajš tiste, ki se zavejo in potem optimizirajo in ne obupajo takoj. Je pa seveda tudi sploh pri ročnem sledenju treba vzpostaviti kar eno tako konkretno navado, da to skozi opisuješ in malo pregleduješ. Nekaj časa vzame. Vzame nekaj časa, samo dodajanje zelo hitro, ampak je pa treba pogledati vsaj za par sekund na dan, da vidiš, kako zadeve grejo in opišeš nove stroške. Ti uporabljaš svoj app? Seveda. Zakaj varčuješ? Varčujem predvsem za potovanja, tudi za kakšno manjše izboljšanje stanovanja ali pa kaj takega. Predvsem si pa probam kontrolirati, tako da ne zapravljam preveč in kaj treba kaj večjega kupiti, pol tudi lahko pogledam, a sem še v rangu moje zmogljivosti ali ne. Si lahko naštimaš opomnik, ko že greš čez svoj budžet ali pa si blizu svojega budžeta? Seveda. Tudi avtomatsko opozarjamo, že če je trend tak, da zapravljaš, ne vem, sredi meseca več, kolikor bi bilo pa to primerno, da boš normalno se držal svojega proračuna, potem sproti pošiljamo ta obvestila in te tako najprej nežno opozarjamo, potem pa, ko zadeva ratuje kritična, pa malo bolj pogosto, da je treba malo zategniti vajeti tega zapravljanja. A pa ste kaj sodelovali s psihologi, da ste vedeli, kako opozarjanje je primerno, ne? Ker valjda vi nočete ljudi izgubiti, da ne bi uporabljali več vašega appa, ne? Da fajn opozarjaš, da ljudje ostanejo z vami, a vendarle vseeno varčujejo. Nismo direktno s psihologi, ampak poskušamo pa definitivno dati tudi nekaj tega pozitivnega odziva nazaj, da to ni zdaj samo kreganje, koliko so zapravljali, ampak definitivno tudi pohvalimo ljudi, kadar se dobro držijo svojih proračunov. Seveda je pa na koncu na posamezniku samemu, pa tudi kako si oni postavijo cilje. A pa je tudi, recimo, če jaz privarčujem, recimo v enem mesecu bom dobila nek message ali pa neko sporočilo, ful si bila pridna, Neža. Točno tako. Na koncu meseca, ko se proračun zaključi, če ste bili zelo uspešni, vas bomo tudi zelo lepo pohvalili. Sploh, če ste veliko več, oziroma pač veliko manj zapravili, kolikor je bilo pa planirano. A pa ni slabo za ekonomijo, če ljudje samo šparamo? Ne nujno, zmeraj je tukaj eno ravnotežje med tem, koliko je dobro imeti za varnost, neko jaz temu upravim likvidnostna baza, torej denar, ki ga moraš imeti likvidnega, da lahko pokriješ neke nujne situacije, nekaj tudi varčevati, seveda je pa dobro tudi, da se nekaj zapravlja, da denar kroši in da ekonomija celotno funkcionira. Tako da jaz mislim, da smo v Sloveniji kar lepo nekako ravnotežni glede tega. Koliko je dohodek ljudi, ki se ponavadi odločijo za app? To pa zelo varira po celem svetu, tako da tudi nekako smo gledali že par let nazaj, da se precej dobro ujema s odstotki oziroma pač v BDP-ju na prebivalca, da tukaj zelo korelirajo te podatki. Nekako 400-500 evrov, kolikor smo imeli, mislim, da za Indijo, povprečne prihodke, pa tudi do čez 2000, kolikor je bilo recimo za Avstralijo, Kanado in podobno. Tako da ni zdaj, recimo, da bi rekel, v neki skupini ljudi s takimi dohodki se odločijo za to, da bodo varčevali z appom, ampak res paleta ljudi. Ne, celotna paleta ljudi, zelo različnimi prihodki, verjetno pa tistih hiperbogatih pa vendarle nekako ne zajamemo, ker Zakaj? jim je precej bolj vseeno in imajo občasno že kakšno ekipo ljudi, ki se s tem ukvarja. Zdaj sem glih hotela reči, oni imajo itak računovodjo, ne? Ker to je v bistvu zdaj računovodja, ki ga imaš na dlani. Tako nekako, ja. To je zdaj za premisli, če je fajn biti skozi svoje računovodje skupaj. Mi temu nekako pravimo, da je to tako nekako, kakor da bi imel računovodjo ves čas ob sebi, ampak je pa predvsem manj narodno, ko si v posli. Dobro. Sam še to, delujete večinoma v tujini oziroma večino strank ljudi, ki dela z vašim appom, je iz tujine. Vaše ime je Tošl, ne? Kar bi recimo lahko še na nemški trg ciljali, ne? Globalno pa ne. Kaj se je zgodilo? Mi smo hoteli predvsem eno tako ime, ki bo nekaj novega, pa ki bo obenem dosti široko, da lahko tudi se prosto razvijemo naprej, ne da bi bili zdaj omejeni z nekim takim generičnim imenom. Lahko bi si rekel, ne vem, expense manager ali pa kaj podobnega, ampak to pa ti pa malo dolgce trata, že samo da pomisliš na to. Ja, vem, ampak v Braziliji pa tudi nič ne pove po moje. Kako rečejo denarnice v Braziliji?
Ne vem, ampak Bova pogooglala. Ampak v bistvu niti ni važno. Vse bolj je važno, da si zapolnijo našo znamko in to, da gradimo na prepoznavnosti s takimi malo bolj in zabavnim logotom, ki je taka špirala od lizike, in pa tudi s tošel pošastmi, ki pa predvsej bolj popestrijo delanje s Varčevanje. Vem, da se sliši mogoče malo absurdno, ampak naš slogan je, da naredimo finance bolj zabavne za ljudi. In probamo to narediti tako, da je zadeva čim bolj enostavna, obenem pa tudi stresamo kakšne take manjše štose o njihovih financah, zato da je cela stvar bolj zanimiva in manj duhamorna. A ti se kaj zabavaš, ko varčuješ? Je v bistvu vse. A je bila to zelo laž? Samim dejanjem varčevanja ne, ampak je pa ta zadeva, ko pol gledaš grafke, pa zadeva vse skupaj stopi in ugotoviš, da si zoptimiziral tako, kot je to treba. Tukaj pa je kar malo zabave in tega veselja ob tem, da si v redu tako, kot je treba. A pa če greš na potovanje, ki si prej ful prešparal. Pa je to zabavno. To pa še rajš. Seveda pa dosti raje zapravljam, ko varčujem. Kdo pa ne. Banda, to je to. Od spodaj nam napište, zakaj pa vi varčujete. Imaš še ti kakšno vprašanje? A sploh veste, zakaj zapravite vaš denar? Pa če bi bilo to kje boljše? Napište od spod.